Pomislite malo, od pisarne, v kateri delamo, do mesta, v katerem živimo. Prostori, ki nas obdajajo, niso samo neka pasivna kulisa za naša življenja. Sploh ne. Dejansko aktivno vplivajo na to, kako se počutimo, kako produktivni smo in ja, celo na našo prihodnost. V tej analizi si bomo podrobneje pogledali, kako arhitektura in oblikovanje že danes krojita naš jutri. In to je, veste, tisto ključno vprašanje. Ne govorimo o neki znanstveni fantastiki, ampak o revoluciji v oblikovanju, ki se dogaja prav zdaj, pred našimi očmi. Ta sprememba je namreč že v polnem teku, od tistih najmanjših delovnih kotičkov pa vse do celotnih mestnih pokrajin. Pa poglejmo, kako ti novi načrti že spreminjajo naš vsakdan. No pa začnimo to naše potovanje v prostoru, ki ga verjetno mnogi najbolje poznajo in kjer se, roko na srce, dogajajo največje spremembe – v pisarni. Tukaj je res lep prikaz razlike. Na eni strani imamo preteklost, kajne? Tiste toge, izolirane kabine, ki so bile odraz neke stroge hierarhije. Na drugi pa sedanjost in prihodnost, odprti, prilagodljivi prostori, ki kar kličejo po sodelovanju in pretoku idej. Torej, namesto da bi imeli eno fiksno delovno mesto, imamo zdaj različno območja za različne naloge. Tihe sobe, ko se je treba zbrati, pa sproščene kotičke za tiste neformalne pogovore. In to je v bistvu ključna filozofija za vsem tem. Ne gre več samo za to, da se delo pač opravi. Bistvo je v ustvarjanju okolja, kjer ljudje hočejo delati, kjer se počutijo dobro in kjer lahko, veste, res razvijajo svoj polni potencial. Seveda pa ni vse tako rožnato. Odprti prostori imajo tudi svoje izzive. Tale grafikon to odlično ponazarja. Ja, sodelovanje gre bor, ampak hkrati se povečata tudi hrup in število motenj. In to lahko kar pošteno udari po naši zbranosti in produktivnosti. Očitno je treba najti neko pravo ravnovesje. Tale podatek pa je, moram reči, kar presenetljiv. Razkriva drugo plat medalje. Danska študija je ugotovila, da so zaposlene v odprtih pisarnah lahko na bolniški celo do 62% več. To res poudarja, kako pomembno je, da prostori ne spodbujajo samo sodelovanja, ampak da zagotavljajo tudi možnost za nekaj zasebnosti in miru. Rešitev očitno ni samo ena. Ok, zdaj pa pojdimo od splašnih pisarn korak naprej, k tistim prostorom, ki so bili čisto namensko zasnovani za spodbujanje inovacij. In zgodovina nas uči, da se velike ideje pogosto rodijo na najbolj nepričakovanih mestih. Garaža postala je pravi simbol za inovativnost. Poglejte si, Apple, Google, Amazon, vsi so začeli v nekih skromnih, minimalističnih prostorih. To je dokaz, da za kreativnost niso potrebni milijoni, ampak predvsem vizija. In prostor, ki se ti prilagodi. Airbnb je to idejo potem res dvignil na čisto novo raven. Njihov sedež v San Franciscu, to sploh ni klasična pisarna. Vsak prostor je navdihnjen z resničnimi lokacijami, ki jih ponujajo po svetu. S tem so ustvarili nek neverjeten občutek domačnosti in globalne povezanosti hkrati. Pri Riot Games, to so tisti, ki so ustvarili League of Legends, so šli pa v čisto drugo smer. Njihova pisarna je dobesedno igrišče. Tematske sobe, živahne barve, umetniške instalacije, ki črpajo navdih iz njihovih iger, vse to spodbuja tisto ustvarjalno energijo, ki je pri razvoju iger absolutno ključna. Google pa je bil, roko na srce, eden od pionirjev, ki je pisarno spremenil v pravi mali kampus. Z visečimi mrežami, igralnicami in sproščenimi kavarnami so ustvarili okolje, ki briše meje med delom in igro. In to spodbuja svobodno razmišljanje in seveda inovativnost. Torej, kakšen je recept za ta ultimativni kreativni prostor? Zdi se, da je ključna kombinacija 5 elementov. Prvič, prilagodljivost z modularnim pohištvom. Drugič, navdihujoča estetika, umetnost, zelenje. Potem, brezhibna tehnologija. Seveda, ergonomija za dobro počutje in zdravje. In morda najpomembnejše, pravo ravnovesje med prostori za sodelovanje in tistimi kotički za zasebnost. In veste kaj? Ta ista načela, prilagodljivost, dobro počutje, povezanost, se zdaj selijo tudi v naše domove. Pa poglejmo, kako se spreminja prostor, kjer preživimo največ časa. Današnje sodobne domove zaznamujejo predvsem odprti tlorisi. Kuhinja, jedilnica in dnevna soba so združene v en sam pretočen prostor. Velike steklene površine brišejo mejo med notranjostjo in zunanjostjo, naravni materiali kot sta les in kamen pa vnašajo toplino in domačnost. Vse to pa je seveda podprto s poudarkom na trajnosti in pametni tehnologiji.
In to nas pripelje do koncepta skoraj nič energijskega doma. Tu ne gre več samo za lep izgled, ampak za odgovornost. Takšni domovi porabijo res minimalno energije. In tisto malenkost, ki jo potrebujejo, proizvedejo kar sami, največkrat s sončnimi celicami. To je pravzaprav prihodnost bivanja. Zdaj pa naredimo še en korak nazaj in razširimo pogled. Kako ta načela oblikujejo ne le posamezne stavbe, ampak celotna mesta. Spoznajmo solarpunk. To ni samo nek arhitekturni stil, to je optimistična vizija prihodnosti. Predstavlja si svet, kjer tehnologija ne uničuje narave, ampak z njo sodeluje v popolni harmoniji. In kako je videti tako mesto? Predstavljajte si, stavbe prekrite z rastlinjem, energijo proizvajajo sončne celice, ki so lepo integrirane v fasade. Vsi materiali so naravni ali reciklirani. In poudarek je na skupnih prostorih, na parkih in na območjih brez avtomobilov. In ta vizija ni več tako daleč, kot se morda zdi. Pametna mesta, kot je recimo Singapur, že uporabljajo tehnologijo za optimizacijo življenja. Kot vidimo na tej tabeli, je razlika očitna. Namesto reaktivnega upravljanja prometa zdaj uporabljajo umetno inteligenco, da predvidijo zastoje. Odvoz smeti ni več po nekem fiksnem urniku, ampak ga sprožijo senzorji v zabojnikih. To je res preskok k učinkovitosti in trajnosti na ravni celega mesta. Kaj nam torej vse to pove o prihodnosti oblikovanja? No, zdi se, da vidimo eno zelo jasno smer, ki povezuje vse ravni, od pisalne mize pa vse do mesta. Prihodnost je očitno v trajnosti, torej v uporabi materialov, ki jih lahko recikliramo ali celo kompostiramo. Prostori bodo postali še bolj prilagodljivi, modularni, narava ne bo več samo okras, ampak bo postala sestavni del arhitekture. Orodja, kot sta umetna inteligenca in navidezna resničnost, pa bodo omogočila, da bomo te prostore načrtovali z neverjetno natančnostjo. In tako pridemo do konca z enim pomembnim spoznanjem. Če prostori, v katerih živimo in delamo, tako močno vplivajo na nas, potem z vsako novo stavbo, z vsakim novim načrtom ne gradimo samo okolja, gradimo tudi sebe. Vprašanje, če ostaja, je, kakšen svet se torej odločamo ustvariti.